Yo, hashtag progress Hashtag report. progress report. Hashtag progress report. Hashtag progress report. Hashtag progress. This is a progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadaka, check it in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. God damn it, stay on beat. Evo nas, pozdravljeni v novi epizodi Hashtag Progress Report podcasta. Danes z nami en in edini živa legenda slovenskega avtoštopa Miran Ipavec. Dober večer. Živijo, pozdravljeni. Tako, kak ste? Ja, v redu, ne, po dolgih letih se vračam, rekel sem, ne bom ostal dosti časa, ne, namreč tu sem študiral na Vekšu, ne, v Mariboru. Res? Ja, na Vekšu sem študiral in kaj vem, kar v redu, ne, vmes sem že bil tu, ne. Ja. Sem bil večkrat, ja, evo, zdaj sem spet tu. Drugače, kako se vam zdi? Mariborčani, Mariborčanke? A kako se mi zdi? Ja. Glede na to, da sem zdaj direktno prišel k vam v studio, ne vem, nisem dosti bil po mestu, to bomo videli šele po snemanju. Dobro. Ja. Da mi povejte, v bistvu, kdo ste, če bi mogli sebe, ne vem, s parimi besedami opisati, pa kaj počnete? Ja, bi rekel, verjetno sem najbolj poznan kot avtoštopar, nekateri mi pravijo slovenska avtoštoparska legenda, s temi 517.400 kilometri. Druga sem ekonomist po poklicu in ne vem, včasih sem bil v politiki tudi, pa v podjetništvu tudi, tako zdaj pa imamo 2 leti do penzije, ne, sem letnik 1959, a ne? Okay. In ne, zdaj čakam recimo tako, da bom še par knjig napisal, zgleda, da jih kar dobro pišem, ja, tako tudi najboljša Slovenija je bila ena, pa tako, a ne, zdaj, kaj vem, no, zdaj se malo s tem ukvarjam in malo hodim po Sloveniji, tudi kaj prodajam, pa tako zdaj sem začel tudi neke knjigice za otroke pisati, a ne, tudi prevajati v druge jezike, tako da v bistvu 3 so različne, potem je pa s prevodi, jih je pa 8, a ne. Kar. Ja, je kar breme, če greš recimo na štop nekam, na nek sejem, pa da prodajaš tam, je nahrbtnik kar težk. Ne? Ja, imate kar pesterunik, pa raznolike stvari, se vam dogaja. Tu je nek nadomestek avtoštopov verjetno, ne? Zakaj? Zato recimo, ko grem jaz po teh krajih, po teh turističnih, ali tako najamem kako stojnico, ne? In potem, ko na črpalki, ko na bencinski črpalki, 100 ljudi moraš ogovoriti, ti jedna reče ja. S tem, da tu pač rečeš, če bo kupil knjigo, ne, tam pa če te bo peljal, ne vem, do Nürnberga in potem naprej do Amsterdama. Ja. Kak pa smo kaj Slovenci, kar se tiče avtoštopa, zamira to, je zamrlo, kakšna kultura oziroma sprejemanje tega? Ja, jaz bi rekel tako, ne, da je BlaBlaCar oziroma prevozi, ne, to je nekako ubilo avtoštopa, ne. Zaradi tega, ker zdaj so taki časi, da je bolj udobno, če greš, ne vem, za 5 evrov od Ljubljane do Maribora, kot da bi pa šel na rob Ljubljane, pa štopil gor, pa srečal zanimive ljudi. Ne bom rekel, da jih ne srečaš tudi na prevozih, ne. Ni več tiste borbe, ne, ni več tistega nekega tako veselja, tako, zdaj greš tisto, pač da pridem prej in tako, čeprav potem priješ domov, pa greš s prijatelji pit pivo, pa si tam 3 ure, ne. Tam ti pa težko pol ure čakati in tako, vse je bolj, ko rečete vidite, bolj na zihar, ne, tako, ne, ni več tiste... zihar varianta. Ja, govorimo o Sloveniji, zdaj, če pa govorimo, recimo, do Amsterdama iti, ne, dobiš pa letalo tako poceni, da grem jaz na eno bencinsko črpalko, več zapravim za pojest tanko pa letalo, ne. To je res. Tako, samo zdaj, kaj vse srečaš ti tam na poti, kaj vse doživiš in tako. Se ne da opisati, ne moreš s prevozi doživeti. Ja, bi rekel, ne moreš, se ne da opisati, jaz pa to opisujem v mojih knjigah, ne, tako recimo, da samo en delček tega, ne, tako. Kdaj ste se pa, v bistvu ne, prvo me zanima razlog, zakaj ste se odločili za tako kariero, za taki način življenja, da boste pač štopali? Je bilo to prvič, ko ste štopali, ali drugič, tretjič, kdaj se tisto pol... Ne, mislim, da je to, bi rekel, kar en tak datum, ne. Lahko bi rekel, evo, zdaj se je začelo, ne. 14. septembra 1984, se spomnite, ne, je bila huda zima, ne. Ja. Tako, ja.
sem se odločil, da bom šel na koncert od Queenov. Milano. Queeni so bili 15. septembra v Milanu in potem sem se vrnil čez ne pol leta domov. A ne. Potem doma je bil tudi problem. A ne. Koliko ste bili stari? Ja, star sem bil takrat 25 let, se pravi, takrat, ko vsi končajo, takrat sem jaz začel. Samo jaz takrat nisem vedel, da me bo taka karijera čakala. Ja. Jaz sem pač šel tukaj in takrat, po pol leta, ko sem prišel nazaj, sem položil najprej 2 jezika aktivno, potem še 2, to v roku 2 mesecev. Tako, Ja, ja. In potem sem rekel, to je za mene, to. Samo ti nisi legenda čez noč, ti moraš potem Itak. narediti 100, 200, 300 tisoč, pa grejo Ja. druge legende že v penzijo, ne, potem postaneš ti legenda. In potem se pa že dogaja zdaj, da pa me že posnemajo, a ne, da tisti, ki berijo moje knjige, a ne, Ja. že nekateri so tako polnih 70-80 tisoč kilometrov, a ne. Res? Ja, že imajo tudi tako nekateri. Samo čez mene se neko, ne, tu nek scena avtoštoparska, recimo v Sloveniji sploh ni, recimo na Poljskem. No, to me zanima. Je Ja. velika scena avtoštoparska v Sloveniji? Koliko vas je, kako bi rekel, veteranov, no, po domače? Ne, ja, ima bolj malo. Je neki je, ja, neki jih je, avtoštopar, par jih poznam tako, a ne. Samo recimo na Poljskem, a ne, ko tekmujo. Tako oni grejo, jaz sem jih tudi srečal, recimo na teh tekmovanjih, 2000 jih gre. Adijo. Grejo recimo z Varšave do, enkrat so šli do Reggio Calabrija. Zdaj grejo svet, ne vem, zdaj pa grejo Nemci, grejo Ja. pa do Ohridskega jezera na albanski strani. Tu gre na stotine, tisoče In gre. kaj v bistvu tekmujo, kjer bo prej prišel? Ali... Ja, samo tam so pari, ne. Aha, okay. Moram pa to povedati, recimo, da moji prijatelji, Rusi, a ne, recimo Aleksej Vorov, on je moj vzornik, a ne, on je bil tudi predsednik avtoštoparske lige San Peterburga, oni imajo ligo. Prav, Recimo, vidite, Fuzbal Mariborčani, liga, nogomet, pa ne vem, odbojka, pa tako je. Oni imajo ligo. Adijo. A ne, in prav tekmujo, pa tako, a ne. Ja, to je zelo razvito. Recimo v Litvi imajo 2 avtoštoparska kluba in tako. Samo Slovenija je že majhna, pa tako, ne vem, avtoštop po Sloveniji, prav ne vem, si v 2-3 urah si iz enega konca Ja. na drug. Ne. Medtem, ko recimo ene države so malo večje, Ja. ne, potem tudi doma dosti štopajo in tako. Tako da ene scene so močne, če pa bi rekel, ni Švicari, to so bogati, imajo dosti narod in tako. Tudi oni imajo tekme, pa tudi tako, ne. Zdaj jaz pa edino proti času lahko tekmujem, ne, zato sem tudi pristaš te competitive hitchhiking tekmovanja avtoštopa, ne. Kjera izmed Evrope, pa ne vem, so najbolj navdušeni nad štopanjem, kjera država, kjera kultura, no? Ja, zdaj bom rekel tako, ne. Da je res močna liga, pa tako ste rekli. Jaz bi rekel, Rusi so močni. Ja. Tudi recimo en moj prijatelj Anton Krotov, ne, iz Moskve, jaz sem bil tudi pri njemu, sem predaval v Moskvi, ne. On je napisal, mislim zdaj, da je njih 63 knjig, nekaj takega, moram pa reči, ne, da njegove knjigice, ne, so malo bolj tanke kot moje. Jaz napišem vsakih nekaj let, Pa je Orning, ja. Pa je tako, kot treba, ne. Zdaj čakam, da dobim še to Nobelovo nagrado za književnost, ne. Dobro. Ja, ne, pač pišem take dobre knjige, mislim so kar dobre, a ne. Ja. In tako je, tako da so nekaj poznani, moram pa reči, da tudi jaz jih malo poznana, ne. Logično. Samo ni to, jaz sem nek nogometaš, da bi zdaj neke avtograme, čeprav tudi sem pa tijer. Recimo, V štoparskem svetu ste verjetno boki batina. Toliko sem poznan. Recimo, a veš, mislim, kdaj vidiš, da si poznan, ne, ko začnejo pisati, ne časopisi, ko začnejo knjige pisati o tebi, ne. Ja, Recimo, pol veš. Ja, pol veš, ja. Jaz imam en Anglež je napisal eno knjigo o tem, potem tudi Patrick Laviolet, to je pa kanadski antropolog, ne, on pa predava tudi na raznih univerzah, a ne, zdaj je že nekaj let v Evropi, predava o tem, jaz včasih tudi javim, recimo, ko je bil Anton Krotov pri meni, ko je predaval, sva se javila v Bukarešto, recimo, a ne, in so spraševali tako, ker antropologi to tudi proučujejo. Logično. Pa neki sociološki, pa neki razni vidiki. In tako takrat, ko začnejo knjige pisati, da reče, zdaj pa že. Ja, zdaj pa že. In če lahko povem en primer, Ja. Tu je bilo, ko sem delal rekord, pač 7 evropskih prestolnic na črko B. Okay. Ne, jaz sem poskušal, mogoče 3 dni in pol, 4 dni in pol me je pač uspelo. Zakaj glih na B? Jaz jih je največ, ki jih je 7, ne. Okay. Ja, z drugih je manj, ne. Ja. In potem, ki je veliki izziv to, ne. Potem sem bil v Bratislavi,
pač tam sem se slikal zraven te zgradbe od vlade in potem sem šel v eno tako s hitro prehrano, ne, tako restauracijo in potem Subway, ne, potem mi reče prodajalka tam, rekla si pa pot in tako sem rekel, ja, jaz sem iz Slovenije in tako sem največji avtoštopar. Oni rečejo najlepši. Okay. Malo mene gre z jezika, najlepši, najboljši. In potem reklam, čakaj, grem v kuhnjo, a ne, in grem po prijateljico. Potem pride prijateljica, ne, rekla, ama ti imaš svetovne rekorde tudi v avtoštopu. Sem rekel, ja, jih imam, ne. Kaj boš pil? Sem rekel, dobro, pa ne se, no kavo in tako, ne. Ma ti imaš tudi muzej, pa tako, kaj boš jedel? Sem rekel, dobro, pa ne se eno tortico. Sem rekel, dobro, mene me že poznajo, malo rekel, v Sloveniji samo, ne, v Bratislavi, kako to, rekla zdaj interneta, ne. Tako da... Ja, valjda, hitro se razpasa. Ja, tako da, zdaj se pa tudi zgodilo, recimo v Sloveniji, parkrat se je zgodilo, recimo, da je človek šel mimo in potem, ki je opazil bel klobuk, ne, se je obrnil in tudi povedal, rekel, ko sem videl bel klobuk, pa sem vedel, da to si ti, pa tako. No, to sem vas tem mislil vprašati, prepoznavni vaš, kaj bi rekel, vizualni znak klobuk, pa šal imate to i dosti krat. Ali? Ja, če zima, ja. Navijaški. Poleti pa ne. Ja, ne, in pa pavc je prepoznavni tudi. Logično, najbolj. Ja, mislim, noben ne vedel, zakaj je logično. Logično je zato, ker jaz se pišem i pavc in imam, moj priimek je tak, ne? In imam pavc, s katerim se štopal v priimku že, ne? Ja. Kaj smisla, kaj pa so tiste, kako bi rekel, neke najbolj osnovne stvari, ki jih vedno ste vzeli sabo, ko ste šli štopati, brez česa niste pač šli na pot? Ja, brez klobuka nikakor ne. Okay. Potem, dobro, tisto za osebno higieno, pa tako ne, in na začetku brez šatora ni šlo, ne. Okay. Samo potem, ko si začel delati pa te rekorde, pa tako, ne, ker včasih greš tudi na trening, grem malo bolj na easy, ker tudi te rekorde moraš trenirati, ne. Kako to trenirate? Mislim, kako treniram, recimo grem do Göteborga, ker ne vem točno zdaj, recimo, ko grem proti Štokholmu, recimo, ne vem, aj boš po spodnji cesti, aj boš po zgornji, kjer so črpalke, pa tako, ne. Ne vem, pole tudi v Ukrajino, recimo, sem šel trenirati, ne, tu greš, ker recimo, ko delam po 42 držav hkrati, pa tako, ker tu se hitro ti gre pol dneva in dan, pa greš rajši ti malo pogledati, ne, in to je tudi veselje, ker tam greš malo na easy, ne, greš malo bolj na easy, tako malo, tako ne potem, ko gre za res pa ni šatora, ni tega, pa je samo gas. Ne. Se pravi, določene rute oziroma destinacije ste tu šli, preden ste šli postaviti rekord, parkrat potrenirati? Tiste težke bolj, ne? Tiste bolj težke. Če bi jaz na Nizozemsko hodil trenirati, če sem bil nekih 180 krat gor, ne? Moj rekord, recimo, iz Jesenic do Maastrichta, 1000 km, je 9 ur, ne? Jaz sam z svojim avtom sem službeno hodil nikoli 9 urah, zmeram v njih 12, gor, ne? Sem imel enega hitrega voznika do Frankfurta, ja, in potem od tam sem pa čez 5 minut dobil pa še Maastrichta, ja. Opasno. Prebral sem, da ste se tudi, koliko je njih 280 ste se pelali z nekom? Ja, najbolj hitro je pa 280, ne, samo to je tako, ko včasih me prašajo, se kaj bojiš, recimo, tako, ja, se bojim, bolj se včasih bojim eden, ko vozi 80, ko pa, recimo, če tako negotov, pa tako, ne, se spomnim, ko sem bil enega Italijana, ne, in je vozil kombi in je tolko gor z rokami, ne, tolko gor. Jaz imam bratranca, ki je tako živčen, ko vozi, ima z njim se tako težko, pa sem se mislil, že stavo se tako težko voziti, kako je šele s tvojim bratrancem, ne, in potem unik je šel 280, je pa rekel, a če vam malo poskusiti, koliko potekne, mislim, tako dobro dejmo, ne. Pa kaj bi to mladi, stari, starejši, srednje let? Ja, zdaj težko rečem mlad, star, pa tako, ki je bilo neki let, se pravi, takrat je bil mogoče kako leto več, ni bil kak mladenič, tudi bil dober avto, Audi, športni, ne. In potem tista cesta, je tu kar nekako oželo se je in potem 280 šlo. Ja. Ne bom rekel, da je to nek svetovni rekord, lahko je šel kdo tudi 300, samo 280, ta je moj. To pa ne štejem, 220, 250, 240, to se doskrat zgodi. Pa vas ni bilo nikoli, ne vem, strah, ali pa vse na začetku, ko ste se vsedli z nekom v avto ali pa v tovornjak, ne vem, vizualno, kako je zgleda, ste imeli kakšne predsodke,
joj, s tem pa bi se pelo, joj, tu pa me malo skrbi. Ma tako bi rekel, glede na to, da je bilo 11,000 voznikov, bi se zlagal, da bi rekel, ne, zmeraj mi je bilo v redu, samo problem je, da ti šele kasneje vidiš to, ne? Ko recimo, tu včasih tudi povem, ta je tudi taka malo bolj čudna, ne? Ker je francoski kmet, ne? Imel tak slamnat klobuk, pa slamco v ustih in tako, ne? In smo se peljali tam v bistvu tam po neki tej vaški cesti, po neki tam lokalni cesti, ne? Mi je pa prišel pobrat, zaradi tega, ker bil sem 2 uri, par ur sem tam štopil, ne? In pa sem rekel, to je pa včasih problem, če je dobro, da znaš jezik, včasih je pa problema, ne? In je rekel, sem, ko vi poznate to cesto, je rekel, tako dobro jo poznam, da lahko mi že vozim, ne? In potem pogledam tja, ne? V njega vidi miži in tisto slamca in ti se ne, jaz pa v tisti vasi imam ene prijatne, ne bom šel dol, rekel se ne bom vozil z njim. Ne, tako da včasih so kaki čudni, pa enkrat en Makedonc je zaspal tudi. Prav zaspal, zmanjkalo. Ja, zmanjkalo tako, ne, v bistvu on je imel ženo in otroka, dojenčka, vseeno mi vzel to iz Salzburga dol skozi, a ne, to je bilo že proti jutru, zukaj z Nizozemske, zjutraj začnem, a ne, in potem vedno pridem do Salzburga, si mislim, kaj za eden čudak me bo pa zdaj pobral. Žena so neki čudni, tako, ne. In dobro, ta ni bil čuden, ne, sem taj potem ženo pa otroka dal zadnji, jaz sem bil spredi in potem je bil en tunel nekje tam pred Beljakom, a ne, in je kar, avto je začel kar tje proti pločem, pa sem jaz popravil, sem rekel, pa šta radiš, bre, sem, pa kaj pa je to, pa je rekel, gledal samo na svetla, on je gledal tiste luči in zgleda, ga je nekaj hipnotiziralo, ga je, tako da sem rešil 3 Makedonce in enega Slovenca takrat. Ja, mislim, se tako se dogajajo, ne. Samo je še dobro, da niste, mislim, zaspali, ne? Ne, jaz ne. Sploh pa nisem zaspal takrat iz Salzburga, ko je rekel, grški gastarbajter, ne, je rekel, pa ne sedim prav udobno, je vzel ven pištolo, jo pokazal, dal zapas. Meni je sicer bilo žal, zakaj nisem imel Kalašnikova, da bi rekel, tudi jaz ne sedim prav udobno. Pa on bi vzel bazuko, jaz bi vzel breztrzajni topov, na koncu bi bilo nuklearne. Ja, in kaj hotel s tem pokazati, oziroma povedati? Glejte, tu je bilo tudi že lahko 15 od tega, še zdaj ne vem, kaj je hotel. Ali je hotel reči, poslušaj, fant, jaz imam tle pištolo, da moš te kaj tako. Zdaj ne vem, samo potem, gledam tudi, jaz dobro poznam, a ne, to avtoceste, pa tako, sem pred Tauern tunelom, ne, tu je pa, sej tu poznate, ne, ker v sredi Avstrije moš plačati tunel, ne, tako, in mu nisem povedal, ne, samo potem smo se približevali 50 metrov, 40, 30, 20 in potem sem rekel, sem se odločil, da ne grem čez Videm, čez Udine, grem čez Ljubljano, tako, in prej, ko je on dobro kopčil, to sem že jaz bil zunaj, po noči je bilo to tle, ne, tako da takrat sem za pol nekaj časa ramo, da sem se oddahnil, ne, in potem spet v borbo naprej, nemaš kaj, ne. Jaz sploh ne vem, kaj bi naredil, mislim, kaj ti narediš. Ma ne, takrat si v taki situaciji, ne vem, vsak človek v bilo kateri situaciji nekako tisti, kako bi rekel, preživetveni nagon, ne, kako, v bistvu pač tu mi je takrat kapljeno, ker dostikrat se zgodi, da rečem, a lahko malo počivam, ker avtoštopar nikoli ne spi v avto, on počiva, ne, čeprav zapre oči in pa tudi smrči, ne, samo počiva, ne. In na kraj pametem ni padlo, ne, da bi takrat, kaj je zaspal, kaj se ni šansa. Ne, si to pištolo, pa ne. Pač tako je, si lahko, kdo je tudi imel pištolo, pa je ni pokazal. Pa je ni pokazal. Ja, to je, ne vem, pač tako je, tako da so razno, kot sem rekel, od 11,000, veste, da je res. Pa ste imeli to, mislim, generalno gledano srečo, da ste, kako bi rekel, imeli bolj ali manj dobre izkušnje, kaj pa vaši kolegi iz drugih držav, količino, mislim, glede na njihovo število štopov so imeli večje težave ali... Ma zdaj bom tako rekel, ne, nekje eni pravijo, tam na 200,000 kilometrov se moraš zaleteti, pa tako ne, zdaj tu je les, da bomo potrkali, ne, tok je naredilo, če se ne slišalo. Kaj vem, no, nisem, jaz sem kar srečo, mislim, sem kar imel, čeprav sem tudi čakal pol ure in ure pa 11 ur, pa tako. Zdaj, da bi nekdo mislil, recimo, najhujše, recimo, če te ujame dež, ni najhujš to.
To sploh ni najhujše. Ja. Mislim, je eno izmed tistih, a ne. Dežnik ste imeli sabo ali ni bilo to delo preme? Ja, ponavadi sem že kaj imel, a ne. Ja. Včasih nesem tudi 2 gor za sabo, ker ne vem, da sem ga pač en drugi predalček nahrbnika dal. Ja. Se zgodi recimo, da te pustijo na cesti zraven njive, kjer so kmetje pravkar trosli gnojnico. Čakaj malo, jaz tudi na Facebooku ne piše, zdaj tam je oni trosi gnojnica. Potem se zgodi recimo, da je dosti komarjev. Je pa da komarjev. Razne stvari so. Ne? Pa se zgodi recimo, da je vedno črpalka tam, ker ti si bil 100krat že tam. Tam veš, da je črpalka pred tistim mestom. Ja. Ne veš pa, da se je začel popravljati in da je zaprta. Potem te človek pelje v mesto, reši se. Jaz vedno tako nekako rečem, ne, da sem rojen za reševanje problemov. Če jih ni, jih pa naredim, tako da ne gre reševati. Ne. Zakaj reši se, če vas je dal v center mesta? Ja, pa kako boš to v centru mesta, pa kdo te bo stavil? Ti moraš priti na rob mesta, moraš priti ali nekako črpalko. Izvoznica. Pa seveda, Dunaj je težk, München je težek. München je zelo težek, ne? Kjera so tista, kako bi rekel, zagamana mesta, iz kjerih treba štopati? Praviloma vsako veliko je kar malo hudo, kar malo težko. Moraš imeti neko taktiko. Ne? Zdaj lahko se postaviš tudi recimo pred neko garažo, a ne? Ta javna, in potem tam poskušaš s tistim napisom nekoga dobiti. Recimo, če je sejem takrat, kak velik sejem so, recimo Hanover, Frankfurt, tako ne, tam grejo ljudje po sejmu, grejo domov, ne. Ja. Dobro, prej, če greš na sejem, pa se še dobro ne ješ, ko imajo te družabne večere za njihove partnerje, Ja. se ne ješ, ne. Hvala. Ja, in potem greš tja, ali pa ne vem, nekje, ne vem, lahko je kakšna tekma, pa veš, zdaj bo šli spet tujcist. Nekako tako, drugače pa moraš iti na prvo črpalko v bližini mesta. Se pa tudi zgodi, da štopaš v vse smeri, sploh ni važno. Samo da greš nekam. Ja, to je nekako tako, ne, ker jaz tudi v mojem muzeju avtoštoparskem, ki ga imam, ne, in pa tudi recimo drugače sprašujem eno vprašanje, ne, tako rečem, ne, avtoštopar štopa v tej smeri gre, recimo, ne. In potem vidi, da gre avto iz druge smeri in gre hitro na drugo stran in štopa v popolnoma drugi smeri. Kam gre, je vprašanje, ne? Zdaj bom počakal. Jaz bi rekel na pot. Ja, 5, 4, 3, 2, 1, nič bom povedal. V Rim gre, ker vse poti vodijo v Rim. In to je tudi si v enem velikem mestu, a ne, in tako reč, ne, boš šel tja. Zakaj? Zato, ti boš, ni važno kam, ti boš prišel do ene črpalke in največkrat je tudi na drugi strani. Se pravi, ti moraš potem iti prek ceste, spodaj, kakorkoli. Ja, to je tak šport, nevaren, ponovadi je kak most tam in tako, pa greš nekako na drugo stran in potem greš v svojo, To je kot pri nogometu, ne. Ti sicer greš v napad, samo moraš dati včasih žogo tudi obrambi ali pa golmom, da potem lahko greš naprej. Tvoj cilj je pa iti proti golu, a ne? Ja, logično. Ja, razen, če imaš sreča prav, pa da ne daš 4-5 gola, recimo, ne, da igraš vedno neodločeno kot nekateri klubi, ki igrajo, ne, tako. Ful zanimivo. Ste imeli dosti, kako bi rekel, izkušnja ste mogli iti v kontrasmer, ne vem, pa koliko je to običajno, 5 km, 10, 15, ne, 50, tudi 100. Fuck. Da seveda, potem pa statistika dobra, ko priješ domov, tisto ne važno, je naprej ali nazaj, nema kaj 5 km, ne. Ali pa recimo nekdo ti naredi uslugo, pa te pelje malo več, tudi 70 km, 100 km več, te naredim slovo, danes se nedelja, se nimam kaj delati doma. Pa te pelje, ne. Se pravi, ti si v Novi Gorici, te peljem do Ljubljane, nekaj. S tabo se da v redu malo pomeniti, pa tako pa govoriš njegov jezik. Pa še je dosti takih ljudi danes? Ja, jaz sem eno takih, pa... Mislim, ki bi vas pobrali, no, pač, ne vem, meni osebno se zdi, mlajša generacija sploh ne pobere nobenega, nikjer nobenega štopara. A veste, v čem je razlika? Razlika je v tem, ne, da tista generacija, recimo, ki ima zdaj 40, 45, 50 let, reče, tudi jaz sem štopil, jaz vem, kaj pomeni, toliko časa bi dal. Ma te mladi, 20, 25, 30 v življenju niso štopali. Itak da ne. Potem to ne ve, reče, klošere tam štopa. Ali pa ne vem, težave bojo, rajši ne. Ja, tako je. Sploh pa je problem z ženskami, ne.
v Sloveniji. Jih pobrati ali ženske voznice, ki bi ostale štoparje? Ma žensko pobrati v Sloveniji praktično ne moreš, ker ne štopa nobena. Ne. Meni se je zgodilo, recimo, dosti krat se je zgodilo, recimo, ko sem delal te rekorde, sem mogel preči kot Slovenija, največ problemov sem imel. Mislim, žensko je tam pa na črpalki, pa tako, rečeš, pa poslušaj samo do tistega izvoza, pa tako, ma reče se 2 kilometra, pa tako, ne, ma ne, pa dubte koga drugega, pa tako, in potem, recimo, ko vidiš avto, ki prihaja na črpalko, a ne, sve, ne veš, tako, samo gledaš, ali bo taka frizura velika, ali bo kak obred, da, in bo veš, no, spet je ženska, ma je 8. marc, da ne znam, kaj, tako da včasih je to, no, da povem še statistiko, ne, recimo, zdaj, ko sem delal te rekorde, sem malo pisal tudi, a ne, 15% je kamionistov, tovornjakov in 13% je žensk. Edino v Franciji je pa 43%, ne. Zakaj to? Zato, ker one so tisto, one ne samo govorijo, kako bi radi bile enakopravne, tam je pa liberté, égalité, fraternité, ne. One pa hočejo biti enake, ma ne samo, mi pa hočemo biti kako mož, ne, one tudi živijo to. Vsaka druga, se pravi 43% je žensk. Vsak drugi voznik, ženska. Dobro, zdaj mogoče malo prednost tudi, ker pač govorim tudi francosko, tako, ma ne, v drugi pa si govorim italijansko super, ne, ma ena Italijanka ta ne bo ostala. Ni šanse. Ja, lahko se to zgodi, se je nam rekel, da ne, samo. Ampak. Skoraj malo verjetno, ne. Kaj pa, večinoma vaše ture so bile čisto mešano po Evropi, ne? Šli ste tudi ven, ampak bolj ali manj? Ne, po Evropi. Ja. Jaz vedno imel neke take funkcije, malo, kakve močne. Mislim, tako, jaz sem bil to, ne pa v tej lokalni samoupravi, sem bil pa direktorne firme, pa dosti let, pa ne vem, kaj tako. Jaz nisem mogel, recimo, pa pol leta dol po Afriki, ne, to ni šlo pri meni, ne. Sem pa bil od 47 držav, sem pa bil v 45, manjka mi Islandija in pa Cipr, in leta 2020, pred koronom, ne, sem hotel pa v vseh 47 držav preštopati v 30 dneh. V enem rukeru? Ja. Zdaj imam rekord 42 držav v 20 dneh in 17 urah. In to je že, in sem že mislil iti malo na trening dol do Cipra, čez Turčijo, pa tako dol, ker, ko sem rekel, na Cipru še nisem bil, ne, in pa na Islandiji. Seveda, tle pa letal ni, ne, te samo s trajektom se lahko voziš, ker trajekt je dovoljeno plačati, ne. Okay. Ja, čeprav, recimo v Anglijo, tam ga vštopaš glih tako, pa ne vem, v določen držav. Zdaj je važno, ali plača šofer, ali plača avto. Zdaj, če plača avto, potem jih je lahko 4-5. Cena je taka. Če je pa vsak voznik, ne, mislim, če je voznik pa sopotnik, tam je pa malo drugače. Tako da jaz sem že se pripravljal, ker sem rekel leta 2020, da bi naredil 100,000 kilometrov, do zdaj je moj rekord 60,000, a ne, v enem letu. In potem je pač prišla ta korona in sem pa dobro začel, ne. Ja, mislim, kaj pa, kak je to v bistvu, ki se je to najbolj poznalo, COVID, glede na avtoštop? Ne, to je bila država, jaz svoje občine, nisem do Nove Gorice nisem mogel iti, ne, ker sem s kanala obzožil, kako češ potem šlo, če ne smeš iti nikam. Ne, ni govora, ne, to je bila država zaprta, če se spomnite na začetku. Se pravi, da sem pa naredil 10,650 km v prvih 2 mesecih. In tu v teh zimskih mesecih, ne, potem sem pa rekel, da grem na olimpijske igre v Tokio, potem sem se tudi na ruski tečaj upisal, pa tako, da bi šel do Vladivostoka, ker moji ruski prijatelji, ne, so rekel, kako nisi bil v Vladivostoku, pa ja bo šel. Pa mi je eden ta velik pisec, tudi Anton Krotov, rekel, te jaz zrihtam, boš imel predavanje, vsakih 1000 kilometrov, recimo do Vladivostoka bi imel predavanje, to pomeni zastojn za jesti, zastojn za spat. In lepo, ja, pa greš ti do Japonske, pa bi šel do Južne Koreje, pa bi šel gor do Pekinga, čez to vse naštop, po Pekingu do Bajkala, Ulan-Ude, tam je malo prej tam bi vzel Transsibirsko železnico, potem bi udaril 6-7,000 kilometrov in smo doma. Bilo 22-23,000 bi bilo. To je bila res moja želja. Potem sem pa vse skup preložil na naslednje leto, spet COVID. In pa sem rekel, zdaj pa dosti tega, 16. augusta grem. Ne? In tudi recimo v Toštoparski muzej leto sem imel samo en mesec, samo v juliju, v Metliki sem ga imel, ravno zaradi tega sem rekel, 16. augusta grem, da bom 27. augusta v Ufi. Tam je pa svetovno prvenstvo bilo planirano v odbojki in tudi iz kanala, ne, mi imamo odbojkarski klub Salonit, je par dobrih igralcev naredil, recimo Jani Kovačič, libero, ta je naš, a ne.
In da bom jaz 27. avgusta si ogledal tekmo Slovenije, potem grem počasi tja proti Japonski in 2. marca sem dobil obvestilo, da je vojna se je začela in tako in potem so odpovedali svetovno prvenstvo, se zdaj v Sloveniji tudi dela, ne. In tako da... Skozi nekaj. Ja, nič od tega in sem jaz potem že takrat stornil, tudi zaradi vojne, jaz ne moram zdaj hoditi pa ta Rusija v vojni, pa to, jaz hoditi pa tam čez. Ne. Ja, pa kak to jemljete, pač, da je, ne vem, namenjeno ali oziroma te že ni namenjeno, da grete, ali glede na to, da se je tolikokrat nekaj tega zgodilo, ali čist pač na ključje? A ne, da ni namenjen, ja, na ključje. Ja, sam je ta COVID, ja, nisem vedel, da bo, ne. Vojna v Ukrajini nisem vedel, da bo, ne. Ja. Ne, namenjeno, moram pa reči to, ne, da zdaj 2 leti, jaz 2 leti in 3 mesece, nisem kilometra preštopil, niti 1 kilometra. In potem sploh nisem neki trpel, nisem tako, napisal sem eno knjigo, kar dobra knjiga, ne, tudi neke nagrade dobili pa tako. In kjer je to? To je avtoštoparski maraton, 42 držav v 500 urah. JSKD, to je Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, jo je proglasil za najboljšo samozaložniško popotniško knjigo. V moji kategoriji je pač zmagala. Ne, če najboljšo v Sloveniji povem, da ni tako slaba. Ne. In potem sem se odločil, da bom napisal še slikanico, a ne, to pa je 10 živali, ki jih najdemo v besedi Slovenija. Ne v državi Slovenija, ampak v besedi. V teh črkah SLOVNIJA. In to sem napisal in moram reči, ko je začela vojna in tako takoj sem rekel, to bom jaz prevedel v ukrajinski jezik, sem dal prevest, a ne, in 500 jih pa doniram ukrajinskim otrokom in v begunskih centrih in tako da zdaj sem jih v enem mesecu in 23 dneh, ali pa recimo v enem mesecu in pol, sem jih doniral že 308, a ne, 308 sem jih, zato ker bi rad se nekako oddolžil tudi Ukrajincem, ker jaz sem bil enih 10-krat tam, a ne, pa bom rekel tako, tisti, ki nima denarja, tisti ti bo pomagal. Pa so me na večerje povabili, pa štop gre kar dobro. Se vedno je tako, se mi zdi. Se tudi jaz dajem, zato ker nimam denarja, ker ga nimam dosti, ne. Tudi če bi ga imel, bili tako bi zdaj sedel tle in pa bi rekel, da gremo na štop spet nekam. Ja, ni sreča v denarju. Ni samo denara, ne. Samo se mi zdi, da se vedno, ne vem, premalo se ljudje danes zaveda tega, sploh mladi se mi zdi. Vse je bolj tak nekako bazirano na imetju, na denarju, na čim hitrejši uspeh, na ono pa tisto, ni več tistih, kako bi rekel, starih pravih vrednot. Ne, te vrednote so čisto nekaj drugega. Jaz moram reči, ne, zdaj pišem naslednjo knjigo, ne, to je avtoštoparski muzej, to pomeni, kako se ljudje obnašajo v muzeju, kaj vse bi naredili, da ni bilo treba dati 2 evra noter v prašička, ne, ne govorim tako, ne, ne, to je resnica, ne. Kako potem tudi bo poglavje, recimo, kako kupujejo knjige in tako, ne, tudi kako igrajo igrice v avtoštoparskem muzeju, ker je interaktiven, ne. Noter je 10-12 iger, zdaj moški najrajši igrajo katero pivo iz katere države, ne. Tam imaš 40 piv. Za sprobati. Ne za sprobati, za dati, ja, hvala lepa. Ja, se to je, ne. Je bilo vi oba. Ne, ti mu da vsemu, doskrat se zdi tako, ne, doskrat recimo pride noter tako, ne, pa to je imel, a lahko gremo na WC, ima veste, to ni, zdaj, dobro, dajte na WC, a lahko vzemo bonbon, ja, vzemite bonbon, pa so žličke za sladoled, tudi 300 žličk, imate za otroka kako žličko, ja, žličko mu daš, ne, tako, in potem, ko gre ven, ne, gre kar mimo prašička, tako, lepo pozdravi. Ja, kaj ga bo zdaj lovil? Zdaj, ko ste vi rekli, ne, ja, zdaj še pivo, da bi mu dal, ne? A razumete? Ne, tako. Ponudiš dlan, hoče roko. Ne, to ne gre tako, ne. In potem, kaj pa tisto, ko sem bil pa res razočaran, tako razočaran, to bo v knjigi. No, a to Slovenci ali nasplošno folk? Mislim, da Slovenci smo kar specialisti. Ja? Tako, ja, smo kar dobri, zato smo malo izogan. Vsi ali bolj Gorenci malo? Ne govorimo zdaj vsi, ne moramo reči vsi, a ne pa Gorenci, pa ne. Ne moramo tako, ne, samo so dosti tako, ne, recimo, ne. In se pač tako dogaja, da potem ti skoro na koncu malo ostaneš, ko ne vem, kot te neki
skoro kradu, tako, ti mu daš tam, ti se trudiš, Vse pa živo. igraš te igrice, pa ne vem, kaj vse, po recimo so glavna mesta in tako ne. In zdaj, pač jaz, ko sem končal ta muzej, pa sem zdaj dosti dol po obali bil, pa tako ne. In potem sem mimo grede eno punco, ki ne smem povedati, kot je, ne, ker bo sram v tistem kraju, a ne, 9. razred, sem rekel, katero je pa glavno mesto Avstrije? Ker jaz nimam tega v muzeju, kot je prelahko, jaz sem sosednja država, ne. Študira in reče Nemčija. 9. razred. 9. razred. Jaz sem poklical. Jaz sem čez 5 minut poklical prijatelja v tistem kraju, ki ga ne bom imenoval, nisem vedel, na katero črko se začne, na T. In potem sem rekel, govori z ravnateljem. Kaj je on spustil do 9. razreda? Ampak res, mislim. Da ne zna niti zgodovine, ne ve Avstro-Ogrska, pa to je, pomeni, da ne gleda da ne pleše Dunajskega valča, da čisti koncert novoletni, filharmonija in tako ne. Čez 2 dni sem ga poklical. Sem rekel, oprosti, res oprosti, ker sem te poklical, upam, da nisem govoril z ravnateljem, nisem še videl. Sem rekel, jaz sem sprašal, tlema se ne vem obeden. Ma so bili eni, kam bo 4. Res, če zdaj kdo posluša, ne vpraša svojega otroka. Ma da ne veš to, ne. Pa je rekel, en oče je rekel, no, povej, kak zrezek je najrajši. Dunajski. No, vidiš, Dunaj je glavno mesto Avstrije. Ma, tu so eni, ki grejo v prvi letnik srednje šole. Kaj smo mi sproducirali? Nekaj je šola nadaljavo, nekaj je to. Nekaj so pa tudi starši, so skozi na tem računalniku, skozi na tistem telefonu in tako, ne. In znanje je tako obupno in potem vprašaš, dejte sami malo vprašati. Glavno mesto Španije, to je že znanstvena fantastika, ne, pa ti odgovorijo več kot 50%. Ti odgovorijo Barcelona, ali pa ti odgovori z državo. Ma problem je to, da ti niti z mestom ne. Jaz mislim, da se to vse ponumlja. Jaz bom v knjigi to napisal, ne bom ministrstvu za šolstvo poslal knjige, 23 €. Bom pa skopiram tisto stran 2 in pošljem gor. Rekamo, kaj ste vi sproducirali? Ali včasih se mi zdi, ne vem, pač jaz po moja generacija, ne vem, smo se ali pa se še vedno norca včasih delamo iz Američanov, kako so butasti pa tumasti, pa jih nekdo nekaj vpraša, pa odkot je to, ali pa ne vem, povejte glavno mesto, ali pa državo, bla, 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 nekaj po svetu, pa se iz njih norca delamo, kako so zabiti, pa tako ste vi zarekli, koliko imamo Slovencev, mi, mislim, neizobraženih ali pa zelo, zelo porazno, splošno razgledanih, pa nima blaga veze. Jaz bom povedal to, jaz imam 10-12 iger, pa so glavna mesta, pa zastave, pa ne vem kaj, različne stvari, pa so rekli, dobro, pivo, to je edina, tako, ne? In sem imel eno igro, v muzeju manj, ki je igra za otroke in Francoze. Najlažje, kar je. To so res tista osnovna, glavno, res tisto, Moskva, Rusija, pa ne vem, Berlin, Nemčija in tako ne. Ma bom dodal in za Slovence, ne. Res? Samo potem, samo Francozi so pa res, ne. Dobro, oni so klasa zase. Jaz, ko bom zdaj napisal knjigo to Štoparski muzej, ta bo prepovedan v Franciji. Po moje bo prepovedan, ker take govorim čez njih, ne. Ker to so pa ne, oni so pa res. Oni so pa res. Recimo vprašaj ena punca, ne, njo bom dal noter za posliku. Rekla, a je kaj lažjega kot ta igra? Mislim, ti daš najlažjo igro, kar je v muzeju. In potem sem se spomnil, sem šel po metlo in sem ji dal metla. To je najlažja igra v muzeju. Tam začneš pometati in potem greš gor, dol, evo pomet. To je najlažja igra, kar jih je v muzeju. Metla, pa si to metlo nekaj tam. Ne, tako da so zanimive stvari. Ja, res. Jaz recimo dam, če imam 2-3 skupine, vedno jih malo premešam. Ne? Recimo, da prijo recimo 2 Francoza, 2 Angležani, jaz to zmeraj premešam, zato Francozi zmeraj zgubijo. Ne? In tako ne, recimo zdaj, če so pa samo Francozi, jaz lahko pokažem tisto igro, in potem lahko grem na kosilo, pridem nazaj, oni še zmeraj, kaj je to zastava, kaj je to glavno mesto. Pri drugih lahko pa samo skočem, ne vem, do druge mize, pa malo. Ne, tako ne, samo se bojim, da mi postajamo Francozi, ne. Se bojim, da mi postajamo. Jaz imam samo eno slabo izkušnjo z Francozi v Parizu na letališču, Charles de Gaulle pristal, nekaj letali, zlet je bilo narobe, grem do glavnih informacij, vprašam v angleščini, pa se je delala Francozinja. Ne, ona ni razumela. Ona res ni razumela. Pol pa sem
hvala Bogu za telefon, da sem imel Google Translate, da sem jaz noter napisal, da sem ji pokazal, popajte stako. Pa kak ti na mednarodnem letališču, na informacijah ne razumeš 2 besed angleško? Jaz sem to srečal na banki v Franciji in sem srečal na turističnem informacijskem centru. Mislite, da res ne vejo, da izinata noče? Ne vejo. Zdaj mogoče te generacije so zdaj zadnje generacije so kaj boljše, ne vejo. Fuck. Ne vejo, ne. Samo jaz sem mislil, da boste rekli, ja, sem bil tam in še dobro, da sem šel na tečaj, da sem se naučil francosko. Torej, Google Translate. Ja, pa se malo, pa tudi ta Google malo pomaga, malo, recimo, samo jaz ne uporabljam to. No, to me zanima, koliko jezikov govorite? Ma zdaj recimo tako zapeljati ljudi po muzeju, pa se pogovarjati z njimi na poti, recimo 7. Okay. To so, kjer vse, če lahko naštemo? Ja, zdaj bo tako, ne. Se pravi, angleščina, italijanščina, španščina, francoščina, nemščina, nizozemščina, srbo-hrvaščina. Ja. 7. Okay. To te, ker imate, kako bi rekel, v rokavo. V rokavu za ene boljše, ne slabše, moram reči, da letos hodim malo tudi po kampih, pa kaj predem, drugi jezik, ki sem ga največ govoril, se pravi, prvi je angleški, pustimo slovenski, prvi je angleški, drugi pa nizozemski. Letos sem dosti govoril, dosti turistov z nizozemske. Zaradi rute ali? Hodijo ljudje, po teh, hodim na Nadižo, hodim pa dol pod zemelj, dol je kar največ nizozemcev. Največ, dosti jih je, precej jih je in tudi recimo te slikanice, ki delamo, to jim bom 10 jezikov prevedel, mislim, jaz bo dal prevesti, ne bomo, 10 jezikov, zdaj pa Nova Gorica leta 2025 Evropska prestolnica kulture, ne? Okay. In tam bom imel tudi muzej, moram reči, da ga bom imel leta 2023 v Postojni, čez 2 leti po Mariboru ga bom imel. Okay. Ja, so kar plani s tem muzejem, imate že vse? Ja, zaradi tega je plana, ker slikanica, ki govori o 10 živalih, ima na vsaki strani pač ima eno žival, slon, oven, ojtko, in v ozadju ima pa tisto mesto, tisti kraj, neko značilnost, kjer sem jaz imel avtoštoparski muzej. Zdaj, Gradiška di Zonco oziroma Gradišče ob Soči je v Italiji. Jaz se moram dati v knjigo Slovenija, pa živali. Ne moram dati zdaj Gradiška di Zonco, da imamo kakšne ozemeljske težnje, pač to sem mogel vreči ven. In potem sem dal še do leta 2025 še Postojno, Maribor in Novo Gorico, tako da so vsi ti kraji noter in tako. To je lepo, to je kar lepo, nekaj ta muzej, pa pridejo ljudje. To je eno nadomestilo za avtoštop, ker ravno tako govoriš tuje jezike. Pa ne vem... Se pravi, v bistvu ponudite izkušnjo, kot da bi štopali brez tistega, ne vem, straha ali pa negotovosti, da pač grejo na pot. Ja, no, danes, če nekomu, ne vem, 18-letnemu ali pa 22-letnici rečete, da more, ne vem, štopati do, ne vem, Pariza, ni šance. Jaz rečem, kdaj je tekma dol, grem takoj, samo morate pivo plačati tam, pa ne mogu za stoko. Koliko pa ste jemali kaj tak denarja zraven na pot? Da ste, ne vem, rabili običajno, koliko je bilo tiste neke rezerve? Recimo, bom to povedal, za teh 42 držav v 20 dneh, 17 ur sem porabil 200 evrov. 42 držav, 200 evrov? Ja, to je bilo, praktično ni bilo to 20 dni in 17, to je bilo 28 dni. Zakaj? Zato sem mogel priti na štartno mesto, ki so bili Helsinki, in potem sem mogel iz Osla, oziroma z Haldna, priti še nazaj, ne? Vse skupaj so porabil 200 evrov. Se je pa zgodilo... To je 7 evrov pa 14 centov po dnevu. Kak dan je, v glavnem do Helsinki nisem porabil nič. Oziroma do Talija nisem porabil nič. Sem nekaj zapovedal, nisem nič porabil, ne. Kaj ćeš rabiti brez veze. Pa niste nikoli vas ni zamikalo, ko ste, ne vem, bili na kaki pumpi v neki novi državi, imajo pa lokalno pivo. Ma pivo, pa zdaj izhodu okoli pa jaz. Pa pivo, dobro, ni neki priljubno. Zdaj mislite to. Ja, mislim zamikalo. Se tako obrne zmeraj. Zanimivo pa to, jaz nikoli ne prosim, nikoli ne rečem, jaz sem mlače. Zanimivo, da jaz nikoli nisem uporabljal couchsurfinga, ne? Couchsurfing je to pač, da ti greš k nekomu, da ti da svoj couch, pa ti malo razkaže mesto, in potem ti tudi njemu. Nikoli nisem tega. Niti BlaBlaCar, prevoze, enkrat jih nisem uporabljal. Ali, ne vem pač, jaz nisem vpet v to, ampak se mi zdi, da tudi
couchsurfing isto kot štopanje nekako zamira, Mislim, propade? da ja. Ne. Potem so še neki dumpster diving, so pa neki brskajo po smeteh. smetnjakih, ja. Samo ni zdaj lih tako po smetnjakih, ne. Da To ne, so v bistvu, ne, bom povedal, to so trgovske verige, te trgovske hiše pa to. Ja. In potem recimo salam, pa to neki preteče, pa sir, pa vržejo proč v kontejnerje, tam vzame, ne, se da brskajo po onih Ne, smeteh, ja, ne. vem, ja. Še v bistvu vakumsko zapakirano, vse Ja, normalno. seveda ja. vse, a ne, in potem vem, ker smo pač v teh skupinah na Facebooku, je en avtoštopar, ne, je na sliku, tam je bilo pol marketa, tam je rekel, pridite avtoštopari vsega sveta, tle imamo za jaz 14 dni, ne. Ne, jaz recimo tega ne delam, ne. Tudi prevozu nisem nikoli, ne, kar pač sem mogoče. Vsak ima svoj stil. Verjetno v smučanju je tako, eden bo šel hitro, bo v jugu, Štekam, to, ne. Ne vem, pro vsaki stvari, ne. Pač jaz imam tak svoj avtoštoparski stil in tako je. Kak bi ga opisali v primerjavi z ostalimi vašimi avtostoparskimi vrstniki? Kak je vaš stil? Vrstnikov prav dosti. Ja, so še zmeraj taki, ki štopajo moji vrstniki, a ne, dobro. Rekel bolj kolegi v tem slučaju, ne. Ja. Moj je tak, da jaz nobenega nočem nadlegovati. Da bi rekel, ja, pa dajmo, pelka, imam teko, ne. Zakaj? Zato, ker Švedi zelo lepo povejo. Švedi ne ustavijo. To je tretja najslabša država v Evropi. Res? Italija, Španija, Švedska. Švedi reče tako. Če nimaš denarja, bodi pa doma. Zelo enostavno. Ker jaz včasih, pa pogledaj me noče ustaviti, to je tvoje probleme. Zdaj, če nimaš denarja, bodi doma, za en čips pa za eno pivo. Boš imel, pa boš šlo pa tekmo, Champions League, pa boš šlo po tam, a ne. Ja. Zakaj bi jaz zdaj neki se jezil nad njih, ker me ne, se mi noben rekel, ne grem. Točno to, ja. Zato je tudi malo čudno, kar bom povedal, ne, tu pač dostikrat rečem, da nikoli v 38 letih za en sam trenutek, za eno samo sekundo nisem obžaloval, pa zakaj sem šel. A veste, ko je tisto glasba po željah? Želeli ste, poslušajte. Točno tako, ja. A me kdo goni, da mora iti? To pa moraš iti. Ne, sam pač mislim, da je prav vreme in tako. In grem, kaj čem potem drugi, cel svet je kriv, če me nekdo nastavi. Ja, kaj se šutje? Jebi ga. Zakaj si šel na Švedsko? Beži pa v Romunijo, boš čakal 10 minut, pa še na kosilo te povabe, ne? Res? Ker eni imajo toliko čez Romune. Za mene trenutno, jaz bi rekel, najboljša država, kar se tiče avtoštopa, ne? Aha, okej. Pa ti si na črpalke bencinske, recimo, ne? Ja. In potem, tu se meni zgodilo, potem poveš, kam greš, malo, pa greš na cesto štopa, pa preleti tista iz črpalke, Ja. pa boš kofetle, boš tleke Res? mraz. Ja, se tu v tej zadnji knjigi to opisuje tudi tako, jaz sem, Ker se mi zdi, da ne vem, generalno gledano, pa nočem posploševati, ampak malo bom, se mi zdi, da imamo Slovenci zadnje čase kar tak, ne vem, na živce nam grejo Romuni, sploh ko vidimo tudi romunske kombije gor pa dol po avtocestah, pa stojijo na počivališčah, pa ono pa tisto. ja, bom rekel tako, ne, mogoče so nam šli tudi Ukrajinci na živce, mogoče so nam šli tisti, ki grejo te Bolgari, pa ne vem kaj, ne, samo tako je, ne, to so tisti, ki zaradi neke nuje ali nekaj takega pač gremo. Samo ko prideš ti, to so pa lokalci, to so ljudje, ki tam živijo, koliko jih je nekaj čez 20 milijonov, mislim, je nekaj takega. Ne? Ja, menda. Ja, pa greš ti pa veš, sem tudi prijatelje na Facebooku, pa tako, ne, pa ne vem, kje bi se to zgodilo, recimo, še zdaj sva prijatelja. Ja. Jaz sem štopil, spet sem nek rekord delal, ne, neke manjše, tako, ne. Pardon, vas prekinjam, koliko imate rekordov? Ma rekordov bi rekel, zdaj, to ni olimpijska disciplina. Zdaj, Razumem, recimo, ampak... bo, čez nekaj let bo, ja, Okay. seveda. Zdaj zaenkrat še ni. To se rečem neuradni. Recimo, to je ena komercialna televizija naša, je pač to proglasila kao svetovni rekord. Okay. Recimo, svetovni rekord. 10 držav v malo manj kot enem dnevu, 23 ur in 15 minut. 31 držav v 10 dneh in 42, to je maraton pa v 500 urah. To je malo manj kot 21 dni, ne. Te imam, ja. To so taki rekordi, ne. In potem mraz je bilo, čeprav nek april, niti ne bi smelo biti mraz, to je bilo pa nekje na poti do Ukrajine in sicer od Satu Mare proti Halmeju, a ne, to je, a ne. In ja, potem, mislim, nimam pojma, ki je to, ampak ja, okej, ja. Nekje v Romuniji, ne, tam. Ja. In se bom mogel spet preveriti, kje to je, ker že par let zdaj nisem bil, ker je korona in tako. In potem je eno križišče, ne, in vedno, krožišče, in vedno eni grejo proti Baja Mare,
in pač jaz grem proti Hrmenu, tako, in vedno se zgodi, tam na tistem krožišču me ustavijo. Tama. Samo se obrne in z lučmi te posveti, kje bi te na svetu kdo ustavil. In da zmeraj mi nekdo ustave. Res? Ja, in mi je človek ustavil, je rekel, tako mrz in tako, Romuna, ne, je rekel, jaz sem drugač šofer, je bil pa z osebnim avtom in mi je dal jakno, tako, ko imajo, rekel, taka fluorescentna in so jakno, kar tako, ko imajo taki šoferi, tako, še zdaj jo imam doma. Mi je dal in jaz sem bil tisto, sem dal nad svojo vetruko, da sem 2 vetruke, mraz je bilo in ne vem, ko mi je peljal. Ne, potem enkrat drugič, rekel, kdo mi bo pa zdaj ustavil, ne, in mi ustavil pa nekdo, ki on ni znal nobenega od mojih jezikov. Jaz nisem znal nobenega od njegovih jezikov in je pa rekel, da je delal na portugalskem. Okay. In potem sva udarila pa po portugalsko, ker jaz sem bil dol, a ne, tudi pa malo podobno španščini in tako, in takrat me je sin pol vprašal za prijateljstvo in tako, ne, in pa še in potem zdaj smo že nekoliko let tudi prijatelji pa na Facebooku. Ja. Mislim, ker ni šanse, niti na barju tam okoli Ljubljane, a ne, koliko sem tam obtičal, pa svetlo, pa vse, pa ta nobeden ni pobral, tam pa krožišče, tam pa tako, ne, in pride na Romun, a če ne pride čez 5 minut, pa čez 20 minut in te bo ustavil. Ja. To je tisto, pa bo eden rekel, kakvi so Romuni, tako za mene, lejte, če si tam, ne, mislim, mene so super, ne. Se pravi, če gremo demografsko, če so Romuni nekako najbolj težko bi zdaj, Poljaki so dobri tudi, ne, splošno pravilo je to, manj denarja, ko je, bolj so ljudje, bolj ti pomagajo. To je splošno pravilo. Ne vem, v Rusiji bo kar v redu, ne, jaz sem šel za svoj, gledano tudi, da sem letnik 59, sem imel pred par leti 60 let, ne, in pa sem rekel, za svoj 60. rojstni dan odaram do Moskve. Ja. Čeprav je Nordkap, mislim, da je 1800 km bolj daleč. Okay. Samo za mene Moskva je bilo pa Mission Impossible. Zakaj? Zato, ker gledaš tam po tistem internetu, kako se zaletavajo tisti Rusi polni vodke, ko gledaš tam tiste vse neke, mislim, kaj od mafije me bo tam, ne vem, kaj vse tako, ne. Prav v redu, prav čisto v redu je bilo prvo do San Peterburga in to prav na svoj rojstni dan, 21. junija, ne. Šel do San Peterburga, tam sem se dobil s tem rekorderjem, Aleksejem Vorovem, in potem je malo tam razkazal, malo tako neki povabil nekaj za pojasniti. In potem sem rabil pa enih 700 kilometrov, sem pa rabil priti isti dan, zato sem imel pa ob 7 uri pa predavanje, to pa ni heca. To ste že imeli kako predavanje, o čem ste predavali? Ja, v Avtoštopu. Ja, ampak kaj, mislim? Ne, tam so prav skupine, oni imajo, zdaj je bila korona, ne. Jaz sem samo gledal, čakaj, tu so se zbirali, pa gor se dobimo, zdaj se dobimo, ne vem, v Irkutsku, zdaj se dobimo, ne vem, tam... To predavate o poteh ali način? Ali... Ne, jaz sem malo poznam po teh rekordih, ne. Okay. Ne, jaz moram njih učiti, kako se štopa, ker oni imajo že tako, ne. Oni sicer ne držijo tako, bolj jim ustavljajo, ne vem, tako zelo. Ker... Ne, malo drugače, tako ne. Oni imajo prav uniforme, oni imajo prav, ki imajo to ligo, oni imajo prav take rumeno, rdeče, jaz nimam tega uniforma, bil klobuk, edino, ne. V glavnem, sem gor predaval, tako je bilo kar tako dosti ljudi, tako ne. In je ta scena živi, ne, tako da in zdaj žal spet, bi rekel, zaradi te vojne, tako jaz sem pa že dal prevesti zadnjo knjigo v ruski jezik, zato ker je v italijanskem je že išla, v angleščini je že išla, potem dobro slovenčini, in zdaj pa se v ruščino prevaja in evo, zdaj moramo pa neč prodamo. Ne. Mislim, ker nema tudi turistov, ne bo, če sploh te vize. Ne, tako ne. Ker jaz, kar se tiče ljudi, jaz sem ostal in z enim in z drugim vse, kar se tiče politike, sem pa na eni strani pač. Jaz, je jasno pač. Tako samo, če reč, tako mi pa žal, ne, da zdaj niti jaz ne morem niti, pa tako zdaj. Samo hočem pa biti fair do mojega prevajalca, ne, da on spelje tu, jaz mu plačam, kar je, in tako pač bomo brali pa čez leto, dve se bo že obrnil. Kakvi so pa plusi pa minusi vašega načina življenja oziroma avtoštopanja? Plusi pa minusi? Ja, plusi pa minusi, ne. Evo, to recimo me sprašujejo, kako je zaznamovalo moje življenje, tle so plusi pa minusi, ne.
od 11,000 voznikov je eden bil, zdaj bom pa nekaj neverjetnega povedal, najboljši in najslabši avtoštop obenem. Kako te je to možno? To je pa tudi možno, ja. Zato, ker me je potem, to je bilo leta 94, ne? Oziroma decembra 93, v letu 94 mi je potem ta italijanski podjetnik, ki me je peljal, jaz sem šel proti Rimu, on me je peljal dol pri Pordenonu, ne, me je spravil kontakt s svojim prijateljem, s katerim sva odprla firmo 2. novembra 94, s 6 ljudmi, samo on je bil lastnik in tako. Čez nekaj let sem jaz to odkupil in potem sem imel 64 ljudi celo, samo zato, ker sem jaz štopil takrat dol do Rima. In to je trajalo 15-20 let in potem je prišla avtomobilska kriza. Jaz sem celo imel toliko tako v redu, šlo sem pa župan bil vmes in vse tako neprofesionalno. In potem, ko je prišla kriza, pa smo pa malo, rekel, dihali, malo bolj na škrge in tako. In potem sem pač mogel zapreti in vse tako, se pravi, kaj bi bilo, kako je rekel že Črtomir, če bi det naš ne se grešil, pa tako, kaj je tisto, tako da v bistvu in eno, tako je bilo, tako da jaz v bistvu, in zdaj se pa tako obrlo, ko sem začel knjige, pa muzej, pa tako, zdaj te 2 leti do penzija, malo s tem, zdaj prodajati pač knjige in tako, samo ni važno. Jaz pač študiram, mene zanima, recimo, ko sem bil neke funkcije, ko sem bil tako poznan, tako, lega štopa tam ob cesti, v nekem pravu. Mene zanima, to jaz pač tako je, to je moj način življenja. Ni pa zdaj, da bi jaz recimo zdaj stalno neki bil na cesti, ne. Pa so mi rekli, potem, doskrat so mi tako rekli, potem vi slečete svojo obleko, srajco, kravato in se oblečete v popotnika, kobojke, majico, pa tako in greste. In sem rekel, meni sem zdi včasih, da v bistvu sem jaz popotnik, to je tista moja osnova in potem se preoblečem obleko, pa kravato, tako, a ne, bi rekli point of view, z katerega gledišča to gledaš. Samo nekako tako treba, kaj te to nauči? Prvič, da si skromen, da ne rabiš ne vem kaj, pa dobro si, če imaš. Recimo, ko sem prej rekel, 200 € sem porabil za teh 42 držav. To je bilo, ker jaz namreč imam največjo zbirko žogic za namizni tenis v Sloveniji. Koliko? Skornih 500, ne. Samo zdaj jih ne zbiram, zdaj so tudi dimenzije druge. In je bilo svetovno prvenstvo v namiznem tenisu v Eindhovenu. Se pravi, lih pri sosedih je bilo, ne. Sem skočil gor do Eindhovena, ne, do Holandije. In seveda, ker je bilo svetovno prvenstvo, so vsi hoteli bili zasedeni. Razen enega, ki je bil pa, ne boste verjeli, najdražji. Klasika. 220 € na noč. Moram pa reči, da je bilo zajtrkom. Ok, dobro, zdaj to. Problem je pa bil, da je en kuhar strašen, ne vem, ki je bil na Sorboni, ne vem, ki se čul kuhati, Ani Roš, smo je pa po nesrečilo, jajce na kosu mu je pa po nesrečilo, kaj priča meni, je tisto jajce na kosu, pa sem rekel, nobody is perfect, ne. Sem mislil, da bi ti vedel, kaj vse šole, sem skončal, da sem v hotelu, vem koliko zvezdic je imel, 27 zvezdic, vem koliko jih je imel. Ne, to je, imel precej zvezdic, ne, koliko jih je imel, v glavnem 220 sem plačal, ne. Dobro, za nekatere še zmerno drobiš. Samo hoče neš, po drugi strani pa greš pa skoraj en mesec, koliko porabiš pa 200 €, ne. Ja, točno tak, to je res. Kaj smislo, lahko rečemo, da ste načeloma stari maček, veteran v tem, kar počnete. Vas je kdaj kaj ali pa vas danes še kaj zna presenetiti? Dobro, rekli ste, da če ni težav, jih naredite, da jih rešite, ampak je bilo kdaj kakšna izkušnja, ko ste bili tak pikolina, zdaj pa ste res na preizkušnji? Je bilo, seveda je bilo, seveda je bilo. Je bilo, veste, kaj je res nočna mora, ne. Nočna mora avtoštoparja je, ko imaš križišča avtocest. Pa nadvozi, pa podvozi, pa gor, pa dol, pa sem, pa tja, ne. In potem se to pišem tudi v zadnji knjigi, ne. V bistvu, ko sem delal ta rekord, ko sem šel na štartno mesto, ne, štartil sem v Helsinkih, ne, in potem mi je nekdo, ne po neki napaki, pa če rekel, veš, to je bilo pri Lublinu, potem gor proti Bjelistoku, ne.
in Litvi. Je rekel, ja, jaz grem tja, že grem na uno stran, sem v redu, tam postopiti. In potem nedelja zjutraj bila. In potem ti greš si kot mi rečemo električar, a ne, ki gleda, aha, to je modra žica, to je zemlja, to je tako, in ti gledaš, narediš enih 100 metrov, aha, ta pelje v to smer, tam je podhod, skočiš dol in nekako poskušaš razumeti, kam zdaj, kakva cesta pelje. In to je nekako tako, ne? In potem seveda ne moš kar tam nekaj na sredi štopati. Čeprav v enih državah lahko tudi, v Litvi lahko štopaš na avtocesti in tako, drugače pa ne. Ja, ker nima tudi nekih drugih povezav. In tam je malo hudo, ja, in potem se spomniš, tle sem pa že bil točno že 100-200 metrov, pa vem, da tam sem potem, tam, lih proti jutru, bilo tako. Pač tako se zgodi, zdaj je najbolj idealno in na bencinske črpalke, ne. Tam je najbolj idealno, a ne. Pač, če gre slabo, pa greš ti, recimo, kakšna restauracija, tako, recimo, ko imajo tudi po Nemčiji, pa te pustijo, da malo zalegneš, tam malo se gledaš, pa tako. Seveda ti ne spiš, ti počivaš. Počivaš, ja. Počivaš, avtoštopar ne spi nikoli, počiva. Samo počiva. Kako pa je, ste imeli zemljevide, ali ste na pamet, ali... Ma jaz bi rekel, da Ker glede na število držav, ki ste jih dali skozi, te ste mogli imeti celo... Ja, dobro, to ste dobro vprašali. Jaz nekako, včasih se počutim, ko ko grejo brez kisika gor na Himalaju. Izučilo me je pa na rekordu 31 držav v 10 dneh, ko sem plačal telefon 171 €. Fuck. Pa roaming, pa gostovanje tam. Ja, veste, ko je tisto, ko rečejo naši južni sosedje, kad dođe seljak u grad, ko pride kmet u mesto, ne. Pač mi se šio po bom, tako 171 €, hop, ne. Tako da sem jaz praktično tudi ta zadnji rekord, ko sem ga delal zdaj 19, te maratona, ne, sem v bistvu praktično brez interneta, brez, recimo, Zahodno Evropo pa kar dobro poznam, a ne, kar dobro jo poznam, ki ne rabim zdaj tam. Ne? No, ja, zdaj že poznate, samo prej na začetku... Ne, pustimo, takrat ni bilo niti interneta. Ne? No ja, ampak ste imeli zemljevide? Ja, sem imel zemljevid Evrope, si imel, in zdaj, če si bil prav v eni državi, tako več, kot recimo Nizozemsko, ti so moraš imeti, ti so skoraj osebno oprema, zraven denarnice, se že zemljevid od Nizozemske. Jaz sem bil gor 180-krat, 200-krat, ne. Res. Nora. Ja, tu pač, eni so šli, za vikend so šli v Portorož, drugi so šli v Kranjsko Goro, pač jaz sem šel do Amsterdama, ne, brez dopusta. Petek po službi in v ponedeljek zjutraj že spet bil v službi, pa tako. Pa mislim, kak je bil tisti glavni razlog, da pač ste rekli, ok, grem samo do tja, pa nazaj, da vas ni, ne vem, kako mesto premamlo, jaz pa bi mogoče ostal tu, pa... Jaz pa bi ne vem, podaljšal 2 dni, pa bom si ogledal malo mesto, pa bom šel provat hrano. Ne, na začetku je bilo tako. Ja. Samo zanimivo je bilo to, ne. Ko toliko daš skozi, ne. Ko toliko daš skozi in potem čez nekaj časa ne veš, a sem jaz to videl na televiziji, a sem bil tam. A veste, kdaj sem se to zavedel? Ko sem pripravljal material za avtoštoparski muzej in sem dobil muzej Picassa. V Barceloni muzej Picassa, sem rekel, ali se bil tam, ker sem dobil vstopnico, ne. Ker imam tudi vse vstopnice. Jaz hranim še zdaj vstopnice od Queenov 15. septembra 84, še zdaj imam celo vetrino od tistega skoraj polletnega potovanja, pa manj, ko sem menil denar na banki v Španiji, pa manj, ko sem spal v kampu v Franciji, ko sem trgal groze, pa to... Manj še vedno, ne vem, ne vržem proč, ba je, da smo dvojčki po horoskopu taki, da vse zbiramo, da neče ne vržemo proč. Hrčkari. Ja, neče ne vržemo proč, ne. Samo to je pol že kar, če imate sploh kakve take vstopnice, že kar, mislim, zbiratelji so pripravljeni plačati kar orenk. Ja, so hodili neki tam, ja, pa če bi to, jaz bom to imel, ne. Zdaj bo zanimivo v naslednji knjigi, to Štoparski muzej, te zgodbe so ene dobre, tudi se prav veselim. To je verjetno od vseh teh knjig, in verjetno tista, ki se najbolj veselim, ker se, jaz čeprav zdaj pišem, se že zdaj veselim teh zgodb, recimo, ker vem, so ene prav neverjetne. Mene to mi všeč, presenečenja in neke take neverjetne zgodbe, ki so take, da človek ne more verjeti. Ne moreš verjeti. Če gremo, kar se tiče poti, kjer, ne vem, če hočeš najhitreje priti, ne vem, iz Slovenije v ne vem, Amsterdam. Amsterdam, ja. Po kjero ruto, ki se treba držati, recimo. Jaz bi rekel tako, ne, se to tudi v prvi knjigi malo opisujem, tudi za tiste
nadobudni že ne. Ja. V glavnem greš tako. Zdaj, vprašanje je zdaj, z katerega konca si. Ne? Zdaj, če si nekje, rekel, bolj tam proti zahodu, Ljubljana, recimo, jaz pač tam ponovadi štartam, zdaj, tlej verjetno greš čez Graz, pa gol nekako do Minhna. V glavnem, jaz grem vedno pred Karavanški tunel. Okay. Ja, in potem nekako tako sem rekel takrat, da napisal, ne, da če ti rečejo tam, pa kako da štopaš tle, pa moraš ti samo reči, če lahko slovenska avtoštoparska legenda tle štopa, pa lahko tudi jaz. Dobro, v redu, to smo rešili. Potem ti ne vprašaš Beljak, pa to špital, ne. To je samo Salzburg, München. Zdaj, ali si na črpalki prej, 2 kilometra prej pred mejo, ali pa si tam, ker so te rampe, a ne, z plačilo tunela, tam napišeš Salzburg, München. Potem nekako se prebiješ do Münchna, tam je zdaj Holzkirchen je malo prej, ali pa Vaterstetten je zelo dobro, to je na obvoznici. Ja. In potem bom rekel tako, ne, lahko greš čez Nürnberg in Frankfurt, ja. In potem greš do Kelna, Ahna, Maastricht, ali pa greš kar gor Arnhem, pa tako ne. Lahko pa greš tudi skozi Stuttgart in potem greš gor Koblenz, pa tako sta dve skor malo, mislim, sprednji, tako ne. S tem, da sem nekako ugotovil, da za gor mogoče je boljš, če greš čez Stuttgart in tako. Za dol sem se pa parkrat že tudi malo opekel. Ja, v kakem smislu? Ja, opekel sem se, ker sem bil prepričan, da lahko grem tudi čez Stuttgart in sem se malo zablokiral tam in tako, namesto da bi šel čez Nürnberg. Nürnberg ima pa problem. Je ena bencinska črpalka pred Münchnom in tam grejo pa vsi v München. Problem je, zadnje črpalke so največji problem. Zdaj, vsi grejo v mesto, vsi, malo kdo pa gre okrog, zavije. Ja. To je tisti problem. Zdaj tle pa res tudi malo sreča. Ne? Ja. Tle pa res malo sreča, tista je Imhole dal se kliče tam. Zdaj, kaj vem, nekaj je tudi sreča. Jaz se vseeno pravim, ne, recimo, ko rečem, ma sem imel pa srečo, da se ne vem ta rekord naredil. A veste, kaj bom rekel? 20% je sreče, 80% je znanja jezikov, poznavanje državnih meja, poznavanje avtocest, bencinskih črpalk. Ja, si imel veliko. Ja, si imel srečo, ko v življenju. Zdaj, ga ne poznam, da je imel pa celo življenje, da je imel, ali pa ima samo smolo ali pa samo srečo. Ja. Ker namreč med 211 vozniki, ki so me ustavili na tem velikem rekordu, maratonu, 42 držav, ne, med 211 je to je kot v življenju. Seveda, 9 ur sem čakal največ, 57 mi jih je pa ustavilo od 0 do 5 minut čakanja. Res tako hitro? Pravi, vsak četrt, ja, seveda si bilo malo Slovenije noter. Ja, tako. Je bilo dosti, pa dosti Romunije je bilo noter, pa tako. Kaj si mislil v vseh teh letih pa spoznanj ljudi, pa držav, pa kultur, pa hrane, pa dogodkov, pa vsega tega, kaj se vam je nekako najbolj vtisnilo v spomin, da ste najbolj hvaležni za tako kariero, za tako življenje? Ja, po moje najbolj hvaležen sem, da sem zdaj tu, a ne, v enem kosu. A ne. To je po moje tisto najbolj. A ne. In zdaj ste rekli pa hrana, pa tako ne. Ljudje me včasih sprašujejo, kje si pa jedel dobro najbolj. Jaz bom povedal, da v življenju. Ni bilo obdobje, ki bi tako dobro jedel, kot je bilo to na trgatvi v francoski Savoji. Vsak dan je bila ohcet. To smo si samo čakali, da bo kosilo, ki je bilo res ohcet, je bila. Tam se res dobro jedel. Ne. Je pa res, to so bile debele krave. So bile pa tudi suhe krave. Ko sem hodil takrat iz trgatve, potem sem šel v Pariz, tam je tisti denar hitro skopnel in ni bilo drugo, ko je dol do Španije, v Pomaranče. In potem, ko sem se vračal, sem šel čez Andoro, 2407 metrov je bilo visoko, tam po zimi je bilo to. Ne. In potem sem prišel že dol čez Andoro, dol pri Nejh in potem, teskrat nisem več imel denara, sem pa imel, rekel, bratranca v Šamberiju, ki je rekel, ja, to bi jaz dal še kaj tako, ne. In potem sem videl na cesti ležati en kos kruha, tak krajc je bil in tako. Potem sem rekel, ma sej nisem lačen zdaj, ne dom zdaj jaz to pojedel.
samo jaz bi zdaj malo testiral, a sem sposoben jaz, bi rekel, nekako ubiti svoj ego, ne, zdaj jaz to pa to, vzeti kruh z ceste in pojesti. In sem ga pobral, malo sem ga ogledoval, ne. Nekako tako sem rekel, sem ogledoval kot tisti na ulici, veste, kad čistijo čevlje, ne? Potem ti daš čevelj gor in potem on ga malo prvo ogleduje, ne? Kako ga bo obdelal, tako sem isti skruh gledal, a ne? In sem malo tisto skoraj proč in sredico sem pojedel. Ma jaz sem to stestiral, ne? Če sem sposoben kaj takega. V resnici sem se pa najedel tudi, ne? Nisem pa jaz zdaj, a razumete, še sem nek ego bil, da tako, ne? Tako da praktično nisem pa ukradel, ne? Nisem jaz zdaj šel pa tam eno hišo, pa nekaj, ali pa prosit, ne? Dosti je takih, ne, recimo, tisti mi pravijo, ko hodijo dol po Pakistanu, pa tako dol, ne. Recimo oni vejo, da bojo, ker so dobri ljudje, da bojo spali notri v hiši, samo kako reče, oni potrkajo, oni odprejo, a lahko na vašem vrtu postavimo šotor. Pa reče Pakistanc, reče, ne, psi spijo zunaj, pridi noter. Ne, iz tega pa ne delam. Mene so celo hoteli takrat, ko sem bil, recimo smo imeli tudi hotel, plačati tako, sem vi me lahko mene plačate hotel, ma jaz smo še zmeram 100-200 dni hodili po robi, pa tako, ne, tako da vem, bilo pa mraz, tudi bilo pa je bilo kar tako, ne, je bilo goru, pa ne, tako da tudi naredim malo tako, malo bolj trdnega, malo tako, ne, pa, ne vem, dobro, si vsak je toliko občutljiv, samo nekako tudi utrdi malo. Te utrdi malo, ti da trde kože. Tako, ja. Najdlje, kam ste šli na štop? Ja, Nordkap, ne, zdaj najdlje je do Nordkapa, zdaj je bolj daleč, ne moreš iti, ne. To je bilo pa 7 dni štopa v eno smer, je kar dobro. Dobro? Ja, 7 dni je kar dobro do Nordkapa, ja, kar v redu, ja. Potem, dosti sem bil tudi po teh mednarodnih taborih, jaz sem bil tudi v predsedstvu, v prostovoljcu, sem tudi Slovenijo predstavljal na kongresih, enkrat na kongresu v Helsinki, takrat smo leteli z letala, pa tako, ne, v dveh smo bila gor, ne, tako. In v bistvu jaz ne vem, ker sem hodil po teh taborih, tam sem tudi prijatelje spoznal, ki imam še zdaj po tolikih letih, a ne. To je dobro, da če ti delaš v eni državi, ne, mogoče malo drugače spoznaš, kot če si turist, ne. Logično. Če si turist, da bi peljalo v znamenitosti, če pa delaš, pa se s temi lokalci malo, pa tako, ne. Je pa drugače. Je malo drugače, ne. Tako da to je ena dobra izkušnja. Tudi sam sem organiziral te mednarodne tabore. To so ali ekološki, ali ne vem, neki socialni, zelo različno, na Severnem Irskem sem bil. To je bilo ravno takrat, ko je bilo tisto problem s temi zero in tako, ne. Vem, da sem enkrat eno neumno rekel, ne. Jaz sem bil v neki vasi tam nad Belfastom gor, ne. In seveda tam so vsi podpirali Iro, ne. In potem smo šli, je bil 12. julij je bil, ko je imel oranžovci tam po Belfastu tisti shode in tako, ne. In potem sem rekel enemu od tistih tam, ne, smo šli mimo frizerskega salona, sem rekel, ma kaj so teroristi tisto, ne. In pa je rekel, nikoli ne reči teroristi, oni so borci za mir, fighters for peace, ne. In potem sem malo, tako sem se slabo počutil, ne. In potem sem rekel, pa poslušajte, se jaz vas podpiram, ne. Meni je ime Miran, M-I-R-A-N. Pa sem bil pive, zdaj me plačavali tam, ker imam v svojim imenu. Čeprav jaz nisem za nobeno nasilje, da ne možete pomati. Je bilo pa kar malo problemov, vem tudi, so neki pisali, pa policija, pa še tiskaj, da je bilo tako. Ali recimo sem hodil po San Sebastianu, ne, to so bila pozna 80 leta, pa so bile trgovine, vse zgorelo, ker tam so bili pa dol baski, pa tako ne tam. Ker nevarno. Ja, tako ni bilo prav prijetno, ne, ni bilo prav prijetno. Zato sem prerekel, mislim, glede na število kilometrov pa čas, ki ste ga preživeli na poti, ste mogli imeti kar srečo, ki ste se znašli, pa da ni šlo kaj narobe, no pa... Ja, zdaj tudi nisem mogoče tudi, ne vem, posebno izzivujo, ne. Nisem tudi nekaj posebno izzivujo, je pa res, ne, prvič, ko sem šel na Sicilijo, ne. Sem rekel, to me bo mafija, briga mafijo z enega tam, ki me nima za en kapučin noter v denarnici, z nekem rukzakom dol pa tistih pomarančah hodi, pa naj vzameš 2 pomaranče. To je res, ja, to je res. Tako da, ne vem, je pa res, ne, da če razmišljaš pozitivno,
se ti bi sami pozitivneži lepili na tebe. Zdaj, če smo negativno, pa kje boš ki ukral, se te pa zdaj negativno. najdeš težave. Zaveda. Ja. Tako. Kaj bi rekli mladim generacijam po vsem tem, kaj ste videli v vašem, kako bi rekel, časovnem razponu, spreminjanju sveta, odnosov, kulture, kaj bi mladim svetovali? Neko spodbudno besedo. Spodbudno, ja, zdaj ne morem. Če je spodbudno, ja, če ni, damo kritiko. Ali pa. Ne, mislim, zdaj jaz ne morem reči, fantje, dekleta, vzemite na hrbtnike in dejte iti na cesto. Ne. Jaz bi rekel tako, ne, se bojim, da ne bi ta materializem in to nekako prevladal nad temi drugimi medčloveškimi odnosi. To se bojim in ne to samo, bojim se tudi, da ne bi ta sodoba, ta tehnika in vse to, pa te internet je že v redu, a ne? Ta socialna mreža, pa razni TikTok, pa nekaj, v bistvu, da so ti vzori, recimo, jaz nisem nek celebrity, neki tako, je pa onik, ki je bil na kmetiji, tam, ki si je kregel, 14 dni zena, pa piše v reviji, piše, slavni Slovenec je bil dol, ne vem, na Krku so ga zdaj, pobereš do je, pa je na neki kmetiji, v glavnem tu mladi malo realno pogledajo, ne se naučijo kak jezik, ne vem, če rad piše, ne piše, ne igrajo. Da bo vedeli, kjer je glavno mesto. Ma glavno mesto, vsaj od sosednjih držav, ni treba, da ve vseh 7 na B, ne, recimo, ne, pa dobro, vsaj neko, to je neko splošno znanje. Spravi, nekaj dej graditi tako, da boš ti v centru, ne, da boš ti rekel, jaz bom to, pa ne, da se potem ko neke ovce tam v neki čredi, tam, zanimivo to, recimo, ko hodijo k meni, ne, tudi pa v muzej, tako, ja, ma prašite kaj od Južne Koreje, ne? Pa kaj? Pa jaz nisem vedel, so neki pevci dol neke skupine, ma tako obožujejo te mladi, to Južno Korejo, da to je neki, in ena ču rekla, ne, ma mene zanima, noben drugi je pa italijanščina, pa kak angleščina, jaz sem bom korejsko učila. Ma ne vem, zdaj, mislim, to je problem, to me malo skrbi, ker svet gre pač bolj v to, ne, ko v bistvu hočeš biti všečen drugi, moraš biti pa sam sabo zadovoljen. Evo, jaz sem tam na cesti, štopam pred tam, ne vem, je dež pride, tam malo pošprica, to je del igre, kaj, to tako je, ne, in potem si vesel, ko greš naprej. Moraš se včasih zadovoljiti tudi z manjšimi stvarmi, so taki drobni trenutki, recimo, ne vem, tudi na poti, recimo, tako reče eden, ne, ti si prvi legenda, pa tako da povabim, tle gremo pijačo, gremo neki tako, včasih jaz, vedno imam kakšna darilca, dan, ne vem, kakšna razglednica, kakšne broške, kaj tako ne, in pa se slabo počutim, ko mi reče človek, hvala lepa. Mislim, on reče meni hvala lepa, v bistvu pa on mene pelju, jaz moram njemu hvala lepa reči. Samo zato, ker s tem, ko se ti z njim pogovarjaš, tako ne, pole mu neki daš tudi, a ne, zrečno, če si malo tudi razgledani, to je problem pri mladih, zdaj ste rekli, niso razgledani, sej ne to, da bo že ti šel noter v avto, recimo, ne, in pa te bo oni prašal, pa glavno mesto to. Čeprav moram reči, da so rekli tudi iz Deskel, to je sosednji kraj v Kanalu, ko so štopili pred leti, so rekli, mi smo najrajši, ko nas pelje župan do Nove Gorice, ko sprašava glavna mesta. Najmanj pa imamo radi župnika, ko pole moramo pa, ne vem, ali moliti, neke te verske, neke tako, a ne. Pač tako neki, malo da si zabavaš šoferja, malo popiješ kakšne zgodbe, pa ni zdaj, da boš pa še govoril. Ti moraš imeti nek občutek tudi, evo zdaj pa ni prav, da si samo bla, te pelje 5 ur, tam se te ima polno glavo. Moraš malo nek občutek imeti za to, ne. A ne, tudi kaj ne rečejo, jaz bi štopil, samo ne vem, kako bi vzpostavil stik s šoferja. Ne moreš ti priti noter v avto, ne, in pa se, ne vem, tam se obnaša tako žakelj krompirja. Pač, čeprav sem jaz sem jezen, sem zelo jezen, ker me dobim štopra, pride noter, se usede. Pa tiho. A greš v Ljubljano? Ja. Poleg ga prašaš v Novi Gorici. Pa v Ajdovščini prašaš, a študiraš? Ja. In potem čakaj malo, zakaj sem ti jaz tebe vzel? Jaz nisem taksist, jaz sem te vzel, ko lahko ki spregovor. Saj da malo se predstaviš, rečeš tako, ne, pa tudi malo glasbe, orgitaga, ne. Tako da vsak ima en vzrok, pač, da jaz imam vzrok, zakaj štopam, recimo, oni imajo pa vzrok, zakaj vzamijo človeka. Je pa res tudi, ne, da marsikdo je rekel, a veš, da ti si pa prvi, ki sem ga jaz pobral in da ga peljem. Pač,
enostavno nek feeling, mislim, da se ta je dober človek. Pa tako. Ja. Najlepša vam hvala za čas, za vse informacije. Upam, da ste poslušalci, mladi, stari, pa še vmes se naučili kaj, prišli do kakega spoznanja. Miran, še enkrat hvala. Upam, da boste uspeli. Bo šlo 47 držav, je v planu? Je v planu. Dokler bom hodil po tem svetu, to bo v planu, sicer lahko bo šla Belgija na pol, pa jih bo 48, pa Španiji, pa Škotska, pa to. Ja, to bi res zelo rad, ker sem še par stvari bi naredil rad, ne, in to je tudi ena izmed teh in pa seveda do tega Tokija tudi, samo zdaj te vojne, pa to ne se konča in da potem spet grem, da dvignem ta svoj pavc, ne, in da grem na, ko bi rekli, on the dusty road, na prašno cesto spet. Tako. Pa hvala za povabilo, res je bilo prijetno, mi je bilo v vaši družbi. Z veseljem. Upam, da vam čim prej uspe, pa da boste knjigo napisali, pa si jo lahko vse dobro prebrali. Hvala lepa. Hvala lepa.